Novo leto, nove drame in to kar konkretne. Bom probal biti duhovit, ko jih komentiram, ker to je le komični kanal, ampak ta video bo šel v res temačne vode. Tako da, če to kdo slučajno gleda z otroci, zdaj je mogoče primeren čas za ga ustaviti. Ne, res, to ni fake opozorilo, da probam z njim nahajpat video, to bo šlo v res neprijetne vode zelo hitro. Okej, sem vas opozoril. Prva drama, ki je prišla ven, je bila takoj na začetku leta in glavni akter v njej je bil Tim Pes. In čeprav je že prej nekaj časa tlela na internetu, jo je v največji meri podžgal Nik Delić. S svojim videom, kjer Tima obtožuje, da je bil psihično in fizično nasilen do več punc. Moram priznati, da njegov video je bil meni kar rahlo nejasen in v prvi polovici nisem razumel, kaj hoče povedati na trenutke, ampak je pa vključil notri tudi par zelo nazornih posnetkov. Začnimo z prvo punco. Vidiš? To je nož. Tako kot bom zdaj tako bom zdaj jaz lepo sebe in upam, da si srečna. Upam, da si srečna! Torej, iz tega videa dokaj jasno deluje, da Tim Pes grozi, da bo poškodoval sam sebe neki ženski. Sicer tudi Nik tukaj reče, da predzgodbe nimamo, ampak osnovno dogajanje je bilo očitno to. In Nik objavi tudi še par drugih videov, kjer se dogajajo podobne stvari. Je že tako, da držim, me že reže. Samo tako, lej, tako grem in samo to naredim. Hočeš? Lej, samo tako zabijem gor. Samo zabijem, čup. Lej, hop. Samo povej, podrsam, mi ni problem. Zdaj, ne glede na ozadje teh videov, to res ne izpade dobro za Tima. In res deluje, kot da kakšna strokovna pomoč na tej točki ne bi bila slaba ideja. Ampak so pa prišli ven tudi drugi videi, kjer ne grozi, da bo poškodoval sebe. Ustavil se bom, ko bom jaz hotel. Tako, poleg podrsenega ima človek zdaj tudi še malo luknjice. Všeč mi te karkoli del, kot to aluminij. Nisem lik debel, ima dovolj, da naredi luknjo v avtku. Glede na to, da reče, da je dovolj težek, da naredi luknjo v avtu, bi se tukaj kar nekako dalo sklepati, da namiguje, da te poškodbe na avtu je naredil on. Zdaj, na čigavem avtu in zakaj, se iz njihovega videa ne razbere najboljše, ampak nekako dvomim, zato ker je hotel lastnika tega avta osrečiti. In pol pokaže še en video s policijo, kjer mi sploh ni bilo jasno, kaj točno naj bi se dogajalo. In še en video z nožem. In da ti prstica pofukana, boš videla, kaj pomeni manipulacija in kaj pomeni dejanska izvedba. Spet ni čisto jasno, kaj se dogaja, ampak ta ponavljajoča tematika z nožem in z grozečim tonom tukaj res ne izpade dobro. In nočem česarkoli prehitro sklepati, ker čeprav situacija zaenkrat res zgleda zelo, zelo slabo, brez vseh podatkov, kaj je bilo v ozadju, ni prav, da se dela neke zaključke. In ko smo že pri pomanjkanju konteksta, je po internetu zaokrožil tudi ta video, ki sem ga v bistvu videl že pred Nikovim videom. Ma kaj te začnem bombat? Ha? Tukaj nimamo konteksta, ne kaj se je dogajalo pred tem videom, ne po njemu. V bistvu niti med tem videom ne čisto zares, ampak deluje, kot da je pod Timom neka punca, ki jo on sprašuje, če hoče, da jo začne bombat, oziroma tepst. Tako da bonus točke za Tima, ker če jo sprašuje, če jo naj začne bombat, pomeni, da zaenkrat jo še ni, in minus točke zaradi vsega ostalega. In ja, tukaj je domišljija interneta res šla v overdrive in so začeli sestavljati scenarije, kaj bi lahko bil povod za tako obnašanje. Kreganje, ljubezenski zapleti, je ona prva udarila Tima. To zadnjo možnost je izpostavil tudi Pero Martić
V temu, če vprašate mene, šokantno jeznemu rentu. Ne pusti pa sploh ženske, kaj je ženska? Te ženska rodila? Ja, Noben, ženska je pičkin dim, morate spoštovati. Če ženska, čim ženska da roke na tabo, to ni spoštovanje, brat, unika piše tel, pobrite si pičko. kar razumem njegov point, da tudi če te ženska udari, se imaš ti še vedno pravico braniti. Ampak tle deluje tako jezen kot kakšne feministke, ki nimajo urejenih odnosov z očetom, ko govorijo o moških. Pač malo več, kot bi človek pričakoval. In najbolj bizaren del je, da je on tudi avtor tega komada. Pač je vse kul, pero? Glej, če rabiš pomoč, imam kavč. Ampak v glavnem, celotna afera s Timom je zelo nejasna, neprijetna in na koncu lahko samo ugibamo, kaj vse se je dogajalo v ozadju. Čeprav Nikov video prikaže obnašanje od Tima, ki je daleč od primernega in verjetno tudi zdravega, je to več ali manj vse, kar lahko zaenkrat komentiram. In ko sem že mislil, da imamo nejasno temačno dramo leta, pride ven video od Picija, kjer enega pravnika obtoži spolnega nadlegovanja otrok. Ja, pa sta s***ala kdaj ste mene? Nikoli. Se pravi, on mu je sam na 2 dni nosil denar. To so pa tiste transakcije, kaj smo vam tega zdaj. Če lahko s***a tako in ga Božo Bog je rekel, ja, avto ne kliče, mora iti, lahko jutri se dobimo pa. Aha, ni šlo polnoč naprej, ja, okej. Tam mu je vzel koliko denarja v tem cajtu, koliko je to cajta se vlekel? Januara do marca vsaki drugi dan 400 evrov. Vsak drug dan 400 evrov. Torej, da razložim, kaj se tukaj dogaja. Ta zamegljen fant na sliki pozna 2 druga fanta, brata, in mlajšemu bratu naj bi po njegovih besedah ta pravnik vsak drugi dan dajal po 400 evrov, ker je hotel z njim seksati. Ampak ni, ker naj bi mu fant rekel, da ga oče kliče in more iti. Kar bi bilo razumljivo, če bi se zgodilo enkrat, ampak to naj bi se dogajalo od januarja do marca. In ta pravnik se je še vedno hodil dobivati z njim. Kar so mu povzeli pa ta, ki ga je udaril, ta starejši, sto ker je kaj tam mal ga pobožil. Ja, in mu rekel, če gre ta s***a. Okej, ta ga je udaril in koliko mu je zdaj takrat denarja? Celo koverto, 10 jurjev. 10 jurjev je bilo. 10 okoli. Razdeli so se pol s kolegi, pa ništa. Večkrat sem poslušal ta intervju in zelo malo mi je jasno pri vsem skupaj. Kot prvo, zakaj se toliko časa vrača, če mu samo jemljejo denar? Potem, zakaj kar pusti, da mu odnesejo 10.000 evrov? Mislim, zakaj ne kliče policije, je kar logično, če je njegova zgodba resnična, ampak okej. No, in potem naredijo nek fake profil ene osnovnošolke in ga po besedah tega fanta spet zvabijo v Maribor v en hotel. Tle naj bi mu jasno napisali, da je punca še v osnovni šoli in njega naj to ne bi zmotilo. Seveda pa ne morem preveriti pristnosti teh sporočil, tako da tle ne bom kazal njegovega imena ali obraza. Pol zgleda ta pravnik pride v Maribor, oni ga probajo prijet, ampak jim nekako zbeži in se zapre v eno sobo. In oni ga probajo zvabiti ven. Prišli do vrat. Ja, mi gremo noter, trkamo, pridi ven, doben ti ne bo nič naredil, ker ima res niso nič naredil. Naj zbriše vse profile, kaj jih ima, pa da bi dal kaj na vem, naprimer, če bi sam hotel. Pa res ne vam dal pod vrati 200 evrov in idite stran. Ta del, da bi dal kaj, če bi sam hotel, mi deluje tako bizaren, da je že smešen. Ej, zdaj ko smo te zvabili v Maribor s fake profilom in te zasačili v hotelu, nam lahko daš tudi kaj napitnine, če hočeš. Pač ne glede na to, kakšne obtožbe imajo čez pravnika, si mi oni tukaj tudi ne zdijo čisto brez greha. Ampak pol pa pridemo še na zadnje poglavje te drame, ko Pici obišče tega pravnika v živo v njegovi pisarni. Dobar dan. Zdaj sem Aleksandar.
To je najbolj napet del celotnega tega videa, ker mu v živo pove, česa ga obtožuje in mu predloži, kar naj bi bili dokazi o njegovem neprimernem pisanju z otroci. Če bi vsaj Booking plačal s kako drugo kartico, da niste svojo plačali. To je tudi daleč najbolj ilegalen del tega videa, ker sem precej siguren, da je snemat zasebni sestanek in to potem tudi objaviti brez dovoljenja prisotnih pri nas kaznivo. Tako da bom tle zameglil vse, kar se da, deloma da sebe pravno zaščitim, ampak deloma iskreno tudi tega pravnika. Ker čeprav so te obtožbe res grozne, jaz nikakor ne morem preveriti njihove verodostojnosti. In tudi zato, ker so te obtožbe tako grozne, se mi prav zdi počakati z raznimi obsodbami, dokler ne zvemo celotne zgodbe. Ker če se izkaže, da karkoli od tega ni res, folk si je kaj naredil že tudi za dosti manj. Lahko pa povem, da je celotno srečanje res ful čudno zagledati. Pravnik notri izgleda ful zmeden in prestrašen, kar pa še ne pomeni nič samo po sebi, ker koga pa ne bi šokirale take obtožbe. Potem posnetek tega srečanja traja več kot 10 minut, kar je meni osebno čisto nepojmljivo, kako jih ne vrže ven že prej. In spet, še enkrat, nič ne namigujem, ker čeprav je obnašanje tega pravnika res precej nenavadno, kaj pa je navadno vedenje, ko te obtožijo spolne zlorabe otrok? To si ti, kaj sem pa jaz? In seveda, če smo pri tem, kako je izpadel pravnik, nekako ne morem mimo tega, kako Pici izpade neverjetno unlikable, tudi ko počne nekaj, kar je, če ima prav, objektivno družbeno koristno dejanje. Pa na meni, zakaj ste prišli? Edina stvar, ki ne maram pri ljudeh je, da me podcenjujejo. Ne, že v štartu vidim, da me podcenjujete. Edina? Sej veš, da tega človeka obtožuješ, da je PDF file, ne? Stari, kaj je pol Picijeva lestvica neprimernih dejanj? 1. Podcenjevanje Picija, 2. Zloraba otrok, 3. Genocid. Iskreno tudi ne razumem čisto, kaj je pa pričakoval tukaj od tega pravnika, da bo vse priznal. Ker bolj kot sem to gledal, bolj se mi je dozdevalo, da je bil namen snemanja tega soočenja, da ima posnetek tega soočenja. Kar nisem siguren, da je bila res dobra ideja. Vmes pravnik meni, da je bilo to snemanje protizakonito, kar res mislim, da ima prav. Tako da tudi, če se mu vse dokaže na sodišču, si še vedno ne morem predstavljati, kako bo Pici šel čez to nekaznovan. Pa glejte, nisem odvetnik in ne navijam za to, ker če so te obtožbe resnične, se mi zdi odlična stvar, da se jih izpostavi. Ampak preprosto so bolj in manj priporočljivi načini, kako to narediti. Tako da, ja, to so bile drame, s katerimi smo začeli 2026. Vse to je bilo v prvi polovici prvega meseca leta, tako da malo me je strah pomisliti, kaj nas lahko še čaka. Če se vam zdi, da sem bil fair pri pokrivanju teh dram, mi lahko spustite en like, če ne, si kar dejte duška v komentarjih. Seveda se pa tudi naročite na kanal, da se vidimo v naslednjem, upam, da malo bolj veselem videu. Ajde folk, čau!